Škofja Loka velja za eno najbolj pristnih srednjeveških mest v Evropi. To je mesto škofjeloškega pasijona, prvega slovenskega dramskega besedila in največje gledališke predstave na prostem. Živa mojstrovina je vpisana na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva. Toda lepota zgodovinskih mest ni le v njihovi unikatni urbanistični zasnovi, v arhitekturnih spomenikih in obrtniških detajlih. Živost mesta je tudi v vsakodnevnem kulturnem dogajanju, v predanih lastnikih starih stavb ter v posameznikih, ki se zavedajo pomena in ohranjanja lastne kulturne dediščine, ki je tudi svojevrsten dolg do zapuščine naših prednikov. Z mano je Cene Prevc, nekdanji smučarski skakalec, ki je 500 let staro legendarno Homanovo hišo v Škofji Loki spremenil v sodoben lokal. Od lanskega junija je namreč novi najemnik priljubljene kavarne in slaščičarne na starem mestnem trgu. Cene, živjo! Lep pozdrav! Kakšni so vtisi obiskovalcev? Letos avgusta ste namreč imeli nekakšno napol neformalno odprtje. Da, tako nekako, kot ste sami že rekli, že od lanskega junija smo novi, s kateri z objektom upravljamo. Ker pa je bilo vse skupaj že zelo obrabljeno, sam prostor je bil dolga leta zdaj le bolj izčrpavan. Na splošno, kdor pozna samo lokacijo, ve, da je bil to zelo najbolj živ prostor še 20-30 let nazaj. Zadnjih 10 let pa je nekako šlo vedno bolj nadol. Posledično, ko smo mi junija prevzeli, se je videlo, da tudi v sam prostor se dobesedno ni vlagalo. To pomeni, da ko je luč crkljna, je crkljna. Ko je kakšen zvočnik se ugasnil, se ga tudi ni več menjal in je bilo marsikaj takega in je bilo to eno od glavnih stvari, tudi strani lastnika prostorov, je bila nekako želja, da se zadeva čim prej obnovi, ker je pa sam že obnovil prej predhodne prostore v zgornjih nadstropjih in je bilo potrebno samo še tukaj obnoviti, kar se tiče vseh inštalacij in podobnega. Kaj je bil mogoče največji strah na začetku pri obnovi te najbolj prepoznavne stavbe v Škofji Loki? Največji, lahko rečemo tudi nasprotnik, je bil čas. Se pravi, vsaka stvar terja svoj čas, sploh prenove, sploh kdorkoli se je lotil kakršnekoli gradnje del, bo na koncu rekel, da se je vse skupaj močno zavleklo. Tudi pri nam je bilo na koncu kar nekaj mesecev dlje, praktično še vedno poteka sama prenova. Tudi zaradi tega, tako kot ste vi rekli, smo odprli. Zaradi tega, ker samo otvoritev čakam, da bo enkrat, da se lahko naredi takrat, ko bom rekel, evo, to je pa zdaj narejeno, kar se tiče prenove. Saj, če želimo, da plac živi in vse, bo vedno nekaj. Vedno bo nekaj treba popravljati, dodajati, spreminjati. Ampak ni pa še na tej točki, da bi rekel, da zdaj smo pa prenovili do konca. Ravno to, ker ste sami zelo dobro ste mi uporabili besedo, s katero nekako pokritiziram samega sebe trenutno. V 500 let staro hišo smo trenutno umestili sodoben lokal. To pa se meni ne zdi ravno prav. Še vedno želim, da ljudje, ki pridejo k nam, da ko bojo vstopili v prostor, morajo začutiti, da je to dejansko 500 let stara hiša. Začutiti morajo dediščino. Tako nekako. In ta del nas pa zdaj še čaka. Nekako ob prenovi se je šlo zelo v to, da se je naredilo na novo inštalacije. Veliko je bilo potrebno dejansko na koncu sanacije vseh sten in tega, kar je bilo. Zelo se je poznalo, da ja, v dobrem smislu je hiša zaščitena, to pa je pomenilo, da je včasih marsikateri prejšnji najemnik raje samo doložil na to, kar je že obstajalo. Konkretno smo posledično na WC-jih odkrili kar 3 sloje keramike, ki so tam dobesedno, lahko rečemo, kazili tisto prvotno steno zadaj. In bolj kot smo iskali, pa želeli kje pokazati, kar to je, se pravi prav kakšen živ kamen ali. A ste še kaj nenavadnega odkrili v tej hiši? Namreč sprva je bilo v lasti frajzinskega škofa, potem je v njej impresionist Ivan Grohar naslikal svojo znamenito Loko v snegu. Tu je res hiša s patino, hiša z svojevrstno zgodovino, ki se močno dotika srednjeveške Škofje Loke, ne? Ravno to je nekako mogoče posledica tega, da je bil spodnji pritlični prostor je bil najbolj uporabljen, posledično največkrat predelan vse živo. Recimo, zelo prav so nam prišli načrti iz 60-70 let nazaj, ko je še takratni PEX
prenavlja vse prostore. Dobesedno centralne kanale za ogrevanje, centralnega ogrevanja so nam zelo dobro prišli potem za uporabo za vgradnjo inštalacij vseh živih. Ampak ena od stvari, ki so jih pa takrat naredili, pa recimo je danes lahko močno pogrešamo, je pa ravno v glavnem prostoru, mislim, ali so oni ali pa že eni prej, da ne bom preveč kalikoli govoril, dobesedno podrli strop pa na novo ulili betonsko plato. Tako da je nekako v glavnem prostoru v naši hiši je betonska ravna plošča kot strop. In zaradi tega smo se potrudili, da se v drugem prostoru, kamor goste lahko pridejo, se je nekako vse zasnovalo. Osnova je bila dobesedno, da se je poudarilo tiste oboke, ki v tistem prostoru še obstajajo. Tudi drugod so potem nekako psihološko namerno bolj okrogline, ki je vzpostavljene, pa hkrati iz same funkcionalnosti na koncu, ko smo se morali pod črto potegniti, kako razporediti, kaj v kakšen prostor umestiti. Prostor, kjer smo ga potem s prenovo pridobili tudi v uporabo, je sedaj kot slaščičarska delavnica. Tam so pa te oboki še toliko bolj očitni in razvidni. Je bilo nažalost potrebno, da bo še vedno tam slaščičarska delavnica, tako da trenutno so slaščičarke tiste, ki občudujejo lahko te oboke. Posebna zgodba pa je bila lipa, zasajena leta 1934 v čast kralja Aleksandra. Ampak te lipe se je dolgo časa držal en predsodek. V zgodovinskem časopisju sem zasledila podatek, da je bil to pasji sekret. Namreč okoliške domačine zelo motilo, da bo lipa preveliko senco metala na njihove hiše in potem so svoje živali in otroke pošiljali odlagati svoje mineralne odpadke k tej lipi, češ da so posušila, ne? Na kratko rečeno, jaz začel življenje šele zadnje leto sem dejansko prisoten bolj v Škofji Loki, prej ali da si na avtobus čakal ali pa da se mimo vozil, ampak ravno to je ena od stvari, ki so mi jih domačini že v tem letu nekako omenili. In se vidi, da ta lipa, recimo tudi lastnik prostora je omenil, da še kakšne 20 let nazaj, ko ni bilo še zelo dobro urejeno samo obrazovanje lipe, to ima zdaj občina zelo dobro na čez in redno skrbi za to, je sam naročil ene izvajalce in ko so te prišli, se pripravilo orodje, pride en lokalnež mimo, povpraša, ko boste pa vi, on mu v hecu odgovori, ja nič, posekali jo bomo, ne? In v roku pol ure je bila na lokaciji policija, gasilci, vsi občinarji in še nekaj mestnih prebivalstv. Se pravi, dobesedno lipo tukaj domačini tretirajo za svojo. Bravo. Zelo. In je tako, da je bila kar zelo poudarek zdaj, ko se že prenavlja staro mestno jedro. Lipa je družinski član mesta, ne? Bravo, mislim, dopade se mi. Jaz se hecam, da če jo imajo tako radi, ne pridejo, se kar naredijo urnik, pa pridejo vsak dan pod njo pometati, ker ali pa objemati jo. Recimo. Rabim bolj pometati, ker je dobesedno ogromno dela z njo. Ste pa ogromno drenaže imeli, ne, okrog te lipe, ki je potekala prenova okolice, ne? Prvotno je bilo treba zaščititi predvsem zaradi gradbenih strojev in vsega. Takrat vem, da je bil vključen, se pravi, tale Arboretum Ovčji potok je bil glavni iz strani, ker so bili strokovnjaki, da so se ukvarjali z njo in praktično na tedenski ravni so imeli občina, izvajalci, podizvajalci sestanke, kako in kaj tam sploh izvajati in kako točno delati na območju okoli lipe. Cene, fascinantno mi je, da tvoja generacija prihaja nazaj v stara mestna jedra. Če se dotaknem revitalizacije mest, kako ti gledaš na to, da mesta niso samo spomeniki pa arhitektura? Živost mestu daje kultura, daje ljudje, ki živijo, ustvarjajo v mestu in hkrati tudi nek posel si prinašajo v mesto, ne? Zakaj si ti videl svojo priložnost ravno v središču zgodovinskega mesta? A ne bi bilo lažje v industrijski coni? Veliko lažje. Tle je bilo bolj, da se je v kratkem pokazala priložnost, pa če sem iskren, v tistem momentu se ni to gledal revitalizacija starih mestnih jeder, je bil pa sama zgodovina Homanove hiše je bila pa kar ključen podatek. Vse skupaj se je odvijalo, se pravi, če se pozna moje ozadje, je, da gostinstvo mi je bolj hobi program. Se pravi, dobesedno, ko sem lansko leto sprejel odločitev, sem se zavedal, da se bom nekako svojega hobija me bo kopiral za vsaj 10 let za 100% svojega časa, pa trenutno še kaj dlje.
En ključen moment, da sem se sploh odločil za to, je pa moja žena, ki je slaščičarka in dobesedno zdaj s prenovo nam je uspelo vzpostaviti, da je v Homanovi hiši nazaj lastna proizvodnja tortic in slaščic, ona ima pa to načes. Se pravi, nekako je bilo posredno, da sem gledal nekako, da tudi svojo življenjsko partnerko vključim vse skupaj. In na novo se oživlja zgodovina, ne? No, in ravno to nam je bilo nekako s prenovo. Se pravi, Homanova hiša ima že ravno jezime, ker si ne vzamem časa, da bi najdel vse točne podatke, ampak vem, da več kot 160 let je v njej poteka že gostinska dejavnost. Vmes celo malo gostiln, na nekaj časa je bila celo kitajska restauracija in to je praktično prva kitajska restauracija, ki sem slišal, da se je zaprla. Ampak stalno je bilo nekaj turističnega ponujenega. Ena ključnih, ki je bila recimo v 20. stoletju razvita, je bila pa ravno slaščičarska dejavnost v Homanovi hiši, še vedno je najbolj poznana po temu. Eden od prejšnjih najemnikov je zelo dobro to vzpostavil, nadgradil celo s sladoledom. Lansko leto so nas recimo presenetili, ko so prišli na ekskurzijo, kulturno ekskurzijo zaradi starega mestnega jedra iz Prekmurja. Učiteljica pa je imela pripravljeno na naročilnico še za kepico sladoleda pri nas kot del ekskurzije. Bravo. Tako da je res jim ratalo spostaviti, to je nekako se čutim odgovornega, da je to treba peljati naprej. In ravno zdaj s prenovo smo nekako želeli vzpostaviti, če je poznano kot slaščičarno, se mi zdelo edino prav, da se pod streho vrne tudi proizvodnja dla tega. Ki je neke vrste kulturna dediščina? No, to še ne poznam toliko dobro, ampak je pa zelo dobro poznana predvsem kremna rezina iz strani Betty Homan, najbolj poznana slaščičarka iz te hiše, katera naj bi imela to recepturo še preden je zaslovela sama blejska kremna rezina. A res? Da. Točnih podatkov pa še nimam. Kaj bi si želel za Škofjo Loko, za to staro mestno jedro? Kakšno naj bo življenje te srednjeveške lepotice? V duhu revitalizacije dediščine, v duhu, da se temu mestu ne bo zgodila gentrifikacija. Kolikor sem zadnjem letu zasledil, je tukaj veliko tistega dnevnega turizma. Se pravi, čez dan turisti pridajo in še isti dan odidejo. Tako da za kakšno gentrifikacijo niti se mislim, da še ni treba bati. Ko pa pride do pogovora o tem, pa mislim, da je ključni dejavnik tukaj dejansko občina in tisti, ki se tam odločajo, predvsem zaradi tega, ker centri in stara mestna jedra bodo živeli, če se prebivalcem naredi, da je življenje tam vsaj približno normalno ali lahko. Pa da se jim da podjetniške možnosti, ne? Da se jim da možnost ustvarjanja njihovega posla sredi mestnega jedra. Da, recimo, še najlažje je dobiti nekoga, da praktično upravlja svojo obrt, živi pa 12 stropja više, recimo. Ampak teh je recimo samo nekaj procentov lahko. Tudi če se maksimalno napolne, je pa še vedno kar nekaj prostorov in hiš, kodar dejansko se še vedno prebivalci, marsikatere te domačine poznam, jih lahko že praktično šteje za kaj več kot znance. In opaziš tudi včasih kakšne tiste malenkosti, ki so lahko že tisti eden prvih kamenčkov, še 10 se jih nabere, pa se odločijo, pa da se ven odberejo. Se pravi, kakšne dnevne malenkosti, ki ti otežijo vsak dan, pa to pomeni lahko, da ti vzamejo 5 minut, ampak če je to vsak dan 5 minut, lahko nekomu v 5 letih pomeni, da si bo začel iskati stanovanje drugod, kot pa v samem centru mestnega jedra. A ti je Škofja Loka že zlezla pod kožo? Malenko že. To srednjeveško šarmantno jedro. Mi je predvsem to zadnje leto pokazalo, da je res to, saj kar se tiče iz strani turizma, zelo živahno mesto. Tudi domačini sem bil pozitivno presenečen, kako dejansko obiskujejo samo tukaj sam center. Ta rokodelska obrt, kako je živa, ne? Domačini imajo en poseben odnos do tega mesta, se mi zdi, no? To sem še premalo tukaj, da bi povsem začutil. Mi je bilo pa to zelo lepo videti. Tudi zdaj sama prenova celotnega mestnega jedra, v grobem, ko gledamo, jo zelo lepo zastavljeno. V kakšne detajle se itak ne morem spuščati, tudi nisem pravi za to, da bi karkoli govoril, ampak je, mislim, da osnovna vizija ravno v to, da še to, kar je potrebno, se postori, da se res vzpostavi tista podoba, kar se Škofja Loka hvali. Se pravi, res tista podoba srednjeveškega mestnega jedra. In praktično komaj čakam še te 2 leti, da se to vzpostavi.
A je kaj korelacije med športom in poslom, podjetništvom, ki je hujši adrenalin? Zelo odvisno v kakšnem smislu. Recimo, zelo velikokrat rečem, na splošno smo športniki tretirani kot osebe, ki smo dobri za zaposliti ali pa da bi peljali kakšen posel naprej, predvsem zaradi tega, ker je tisto, da si navajen, da ko prideš do ovire, je to nekaj običajnega, še 100 se jih bo pojavilo na poti do nečesa in ovira ni, da se ustaviš, ampak je pač nekako treba rešiti, še isti moment, kot se pojavi. In to je ena tista, kar je pa ključna razlika, ki bi jo pa rekel iz poslovnega ali športnega vidika. En ključnih dejavnikov, če si vrhunski športnik, glavni del treninga je tudi počitek. Tega pa v poslu ti nobeden ne bo privoščil, ga moraš sam optimizirati si vsak dan, da si ga dodaš v svoj vsakdan, ker recimo ravno takrat za tiste dni, da smo saj za silo odprli, takrat bi si rekel, da kakšne 5 dni svojega življenja sem po moje dal takole stran zaradi tega, ker je bilo treba kar močno stisniti, pa je bilo po moje, mislim, da v enem tednu vse skupaj 9 ali 10 ur spanca v enem tednu, zaradi tega, da je zadeva sploh zatekla skozi. Je bilo kar tako zelo naporno za iti čez. Je tudi ta razlika, da kot vrhunski športnik, kot sam športnik, si upravičeno fokusiran samo na eno stvar. Vsemu ostalo lahko rečeš, ne, tega se ne smem ali ne bom šel, zaradi tega, če hočem biti tukaj najboljši. Ko enkrat daš to na stran, tega izgovora ni več. In je zelo tako, da se ti kar naenkrat odprejo vse poti, vsemu, če le gre nameniš čas na splošno gostinstvo, pa kogarkoli boste vprašali, je poleg kuhanja, kav, strežbe, pijače in vsega, to je način življenja. 0,5%, vse ostalo šele pride zraven. Upam, da je kondicije ostalo tudi za varovanje kulturne dediščine, kajti tudi z vašo investicijo vas smatramo za svojevrstnega varuha dediščine mest. Tele se zelo kar pokaram, da najprej treba ravno vzpostaviti to, kar pravim. Se pravi, prostor smo obnovili, predvsem je bilo ogromno tudi kakšnega rumenega ometa za odstraniti. Gledali smo, da se res tiste ključne dejavnike ohrani, kot so vsi kamniti portali, oboki. Kaj vas je presenetilo med obnovo? Ste našli skrivne prehode, zaklade? Lik gusarjev se nismo šli. Iz tega vidika pa lahko rečem, da je bilo zelo zanimivo, ob sanaciji umetov si dostikrat v samem postavitvi skal in opek v stenah opazil, kje so dejansko kakšni prehodi skozi stavbe včasih potekali. Se pravi, sama Humanova hiša je dejansko od odzunaj sklop 3 stavb, še Koširjeva in samo župnišče. In včasih so bile v centru tudi povezane med sabo in ponekod si prav videl še ali staro okno, nekje, ko se je še tista keramika umaknila, si spodaj videl še, ne vem, prvotno okno v župnišče notri. Tako prav nekje so še prav vidni oboki starih vrat, ki so jih že 100 let nazaj pozidali. Cene Prevc, hvala za ta pogovor in dosti poguma ter vetra v jadra tudi vnaprej. Srečno v Škofji Loki z vašim lokalom. Hvala, veliko sreče tudi vam. Hvala.